Gospe in gospodje, mene najprej hvala lepa, da ste se udeležili te kratke izjave za javnost. Najprej bi rad povedal, da sem vesel, ker smo spremenili pravilnik o učbenikih in delovnih zvezkih tako, da bodo poslej lahko ne samo otroci prvega razreda, ampak tudi otroci drugega razreda imeli za starše brezplačne učbenike in pa delovne zvezke. S tem uresničujemo koalicijsko zavezo, da bo prva triada, kar se bo zgodilo drugo leto, tudi dejansko brezplačna. Slišali smo tudi tiste, ki pravijo, da so šolske torbe težke in da je včasih naš pouk zastarel. Zato prvič dajemo prav posebna sredstva, namenjamo prav posebna sredstva za digitalna, interaktivna učna gradiva. Ta sredstva bodo namenjena posebej, torej ne v okviru teh siceršnjih sredstev, kajti pomembno je, da damo sporočilo tej družbi in pa predvsem šolskemu sistemu, da se moderniziramo, da gremo naprej, da delamo korake naprej in digitalna gradiva bodo prispevala k temu. Če kaj, potem bodo digitalna gradiva prispevala k kvaliteti šolskega dela in predvsem, ko bodo seveda upeljana tudi po celotni vertikali, tudi znižala težo šolskih torbic. To pa sta dva, jaz mislim, da zelo pomembna razloga, da smo to naredili. Zdaj, če gremo malo bolj na tehnično stran, zato ker bodo sigurno tudi kakšna vprašanja glede tega, je zadeva, kar se tiče učbenikov in delovnih zvezkov v tem novem pravilniku in tudi okrožnica je šla ven šolam, je nastavljena tako, da vrednost točke ostaja ista. Smo pa seveda za drugi razred, to, kar je bila tudi kritika in to, kar smo tudi dobili v javni razpravi, dvignili število za to potrebnih točk, zato da smo se maksimalno približali tistemu, kar združenja staršev v svojih anketah ugotavljajo, da starši povprečno dajejo za učbenike in delovne zvezke. To je tam okrog 40 evrov. In tudi z temi sredstvi in z pravilnikom, tako kot je zastavljen, sedaj se bomo približali temu. Za prvi razred ostajamo pri 30 evrih. Delno seveda zaradi tega, zato ker vreča za učbenike in delovne zvezke je omejena, ampak tule je pravzaprav neka naša druga vsebinska poanta. In to je, da tudi na priporočilo Zavoda za šolstvo v prvem razredu je veliko bolje, če učitelji, učiteljice in tako naprej sami pripravljajo gradiva, ki jih potrebujejo. Mogoče v prvem razredu, in tako je priporočilo Zavoda, potrebujemo manj že natisnenih, vnaprej pripravljenih učnih gradiv, pa zato veliko bolj več te interaktivnosti, več sodelovanja in tako naprej. In s tem moram reči, da želimo tudi vzpodbuditi učitelje, da med sabo, in zato imamo slovensko izobraževalno omrežje, portal, da med sabo izmenjujejo ta dobra učna gradiva, ki jih sami pripravijo, kajti tudi to je način učenja med sabo, in to je način, kako lahko bolje sodelujemo in seveda gremo naprej. Torej, za prvi razred ostajamo pri 30 evrih, za drugi razred gremo na 40 evrov, zato ker seveda za drugi razred pa je že potrebnih več gradiv in s tem seveda sledimo na eni strani priporočilom Zavoda za šolstvo in na drugi strani seveda tudi vsem tistim glasovom, na eni strani seveda združenj staršev in na drugi strani tudi založnikov, kar je bila tudi predmet kritik v preteklih letih, češ da za 30 evrov ni mogoče sestaviti dobrega kompleta. Jaz bi tule mogoče rad
še na eno stvar opozoril. Šole seveda imajo proste roke in tako pravilnik tudi od nekdaj je, to ni od zdaj sprememba. Šole imajo seveda proste roke pri razporejanju teh sredstev. Tako da šole bodo same naredile, tako kot se bo njim, učiteljem, v sodelovanju z starši zdelo prav, da se naredijo paketi učbenikov in pa delovnih zvezkov. Zato, ker marsikdo pri nas misli, da mi s pravilnikom določamo. Ne, šole so tiste, ki se lahko glede tega individualno odločajo, znotraj seveda sredstev, ki so po naši metodologiji za to namenjena. Tako da mi bomo nadaljevali v tej smeri, drugo leto želimo k temu dodati 3. razred in tako bo seveda potem prva triada pokrita. In predvsem, to pa je nek malo daljši načrt, želeli bi tudi v politiko učbenikov in pa delovnih zvezkov upeljati to dodatno socialno komponento, torej da bi za družine z več otroki, ki imajo velike družine, ki imajo več otrok naenkrat v osnovni šoli, da bi jih razbremenili tega finančnega bremena in da bi potem seveda lažje se soočili s tem bremenom, ki vemo, da je vedno septembra. Letos nam to v tem obsegu še ni uspelo, ampak to je naš načrt za naprej. Čim se bodo pokazala sredstva, bi res radi, da bi tudi za velike družine bila posebna shema in na ta način za velike družine seveda potem malo manj bremena. To bi bila ta moja kratka izjava. Če smem, se pravim še eno stvar, mene posebej veseli, moram reči, glede te interaktivnih gradiv, glede digitalnih gradiv, kajti to je način, skupaj z nečim, kar na ministrstvu razvijamo že vrsto let, in to so odprti izobraževalni viri, da naredimo tudi pri virih korak naprej. Da nimamo samo papirja, da se ne ukvarjamo samo s papirjem, kajti tehnologija in na drugi strani vse tisto, kar počnemo, torej opremljamo šole z računalniki, z hitrim internetom in tako naprej, da vse to skupaj lahko da potem, da lahko ima nek primeren, velik korak naprej pri naši sami, ne samo učbeniški politiki, ampak pri kakovosti pravzaprav poučevanja. Hvala. Dvoje vprašanje, gospod. Seveda. Ja. Najprej, koliko bo letos država dala vse skupaj za učbenike in oziroma za te digitalne, potem pa v včerajšnjem primeru, če se odgovorite, prosim. Celotni proračun, ki seveda obsega veliko postavk, med drugim je tudi postavka, ker je treba seveda učbenike za manjšine, za slepe in slabovidne, za obnovo učbeniških skladov, potem tudi za plačilo upravljavcev učbeniških skladov in tako naprej. Celoten znesek je 5 milijonov. Tako da celotna vsota je 5 milijonov, za digitalna gradiva posebej namenjamo 300 tisoč evrov. Bo pa shema digitalnih gradiv delovala tako, da bodo sedaj učitelji tisti, ki bodo povedali, ali želijo uporabljati taka gradiva in seveda, če se bodo odločili za uporabo in potem to tudi dejansko uporabljali, bo Republika Slovenija seveda to financirala. Glede včerajšnjega novice o domnevni spolni zlorabi v nekem javnem vrtcu, gospod inšpektor je povedal, oziroma pozival včeraj še popoldne, da tisti, ki vedo, naj povedo, kje se to dogajalo, da bo lahko šla inšpekcija pač na kraj dogodka in preverila situacijo. Že veste, kje se to dogajalo domnevno?
razumeli me boste, ne, da zaradi postopka bom težko komentiral, kje se je zadeva dogajala. Je pa naš inšpektorat za šolstvo že od včerajšnjih jutranjih ur, in tudi jaz sem bil v navezi z njimi, sodeluje z policijo in okrožnim državnim tožilstvom v tej zvezi. Preverjajo se vsa dejstva, zato da lahko ugotovimo, kaj se je dejansko dogajalo. Vse pa moram reči, da se dogaja izključno in zgolj z enim ciljem, in to je, da zaščitimo žrtev. Jaz sem že včeraj rekel, nažalost nisem bil v Sloveniji, ampak bolj nedopustnega in zavržnega ravnanja, kot je to, pravzaprav ni. In mi, če se seveda potrdijo ti sumi, bomo absolutno ukrepali po vseh možnih kanalih, ki jih za to imamo na voljo. Ni bolj nedopustnega in pa zavržnega ravnanja, kot je to. In tudi od uprav vrtcev, torej ravnateljev in vseh tistih, ki so tako ali drugače za to odgovorni, pričakujem, da ravnajo v skladu s svojimi pooblastili, da ne poskušajo kakorkoli to, kamorkoli skrit ali kakorkoli drugače to prikrit. To je nedopustno in tega preprosto ne moremo, kot družba, tega ne moremo dopustiti. Srednješolska zakona pa bosta pred poletjem. Srednješolska zakona pa bosta, tam se je javna razprava končala. Mislim, da je bilo, zdaj, da ne bom kaj napačno rekel, bilo je nekaj pripomb na samo besedilo, ampak ne kaj tako zelo substancialnega. Morali bomo glede ugovora na oceno, bomo še nekaj za Ministrstvom za javno upravo, ker gre za zakon o upravnem postopku, morali uskladiti, ampak to so tovrstne tehnične malenkosti in ja, tudi tista dva zakona sta pripravljena, da lahko gresta naprej.